Danes in jutri poteka na Feriju že 14. konferenca OTS, sodobne tehnologije in storitve. Kakšen je osnovni namen konference? Torej, konferenca OTS sodobne tehnologije in storitve nadaljuje tradicijo združenja in izmenjave izkušenj strokovnjakov, ki delujejo na področju informatike, torej ki se ukvarjajo razvojem sodobnih informacijskih rešitev in storitev. Gre za storitve in rešitve, s katerimi se vsakodnevno srečujemo pri svojem delu, poznamo jih večinoma pod pojmom e-storitve. Na letošnja konferenca je glede števila člankov in sodelujočih največja doslej, torej zvrstilo se bo v 2 dnevih 35 predstavitev. Poleg tega velja omeniti tudi to, da bo tekom jutrišnjega dneva v sklopu konference potekalo srečanje članov slovenske tehnološke platforme NESI Slovenije, v sklopu katerih bo potekala predstavitev dodatnih 12 projektov, ki so bili v Sloveniji izvedeni, med drugim tudi projekti, ki so povezani, ki so pomembni tudi na evropskem nivoju, naprimer predstavljen bo eden izmed 5 strateških projektov evropske platforme NESI. Tako da skozi ta 2 dneva bomo izmenjali izkušnje, najnovejša spoznanja, izmenjali dobre prakse, ki bi bomo potem strokovnjaki uporabili pri razvoju, pri svojem vsakodnevnem delu in skušali zagotoviti, da bodo rešitve in storitve, ki bodo razvite, tudi dejansko uporabljene. Namreč nedvomno velja samo to, da tisto, kar razvijamo, dejansko potem tudi zaživi v vsakdanjem življenju in predstavlja neko korist tako za posameznike kot za organizacije, ki te informacijske rešitve uporabljajo. OTS je dejansko akronim, ki se vleče že od začetka konference, torej z konferenco, ko smo začenjali leta 1995, je to pomenilo objektna tehnologija v Sloveniji. In to je strokovna konferenca, torej ne gre za znanstveno konferenco in naš osnovni namen je že takrat bil, da spodbudimo razvijalce, podjetja, da pridejo na najnovejše tehnologije, da uporabljajo najsodobnejše pristope in to skušamo zagotoviti na ta način, da na konferenco povabimo strokovnjake iz podjetij, ki te tehnologije, te pristope dejansko že uporabljajo, tako da lahko podajo potem te svoje pozitivne in pa negativne izkušnje. Tako da akronim smo ohranili zaradi, bom rekel, razpoznavnosti, ki ga ima v slovenskem prostoru, ime pa smo seveda spremenili.